No pa začnimo s pomladanskimi turami. Spomladanska resa se je že razsvetela tule na Celjskem, kjer jo je največ. Lani sem jo iskal na desnem bregu Savinje na Slomniku, danes pa grem na Srebotnik, sem torej na levem bregu. Tule iz parkirišča v vasici Skozno, kjer je tudi izhodišče za vzpon na Srebotnik skozi Hudičev graben, ampak to je zahtevna pot, sam grem po običajni planinski poti, tule leva od Hudičevega grabna navzgor. Ker pa Srebotnik ni prav zelo daleč oziroma visoko, bom morda potegnil še na kakšnega od sosednjih kuclev tule na Celjskem, morda pa prehodim celotno celjsko planinsko pot. Tole je bil pa ta prav klanček, tak navpičen, 400 višincev, slaba ura vzpona z izhodišča tule na Srebotnik s pogledom na Celje oziroma na Savinjsko. Tamle v nadaljevanju me že gleda Tolsti vrh nad Celjsko kočo ter Celjska grmada. Nadaljujem po celjski planinski poti. Tule še ni bilo resja, mislim, da bo resje na južnem pobočju zdajle na sestopu. Tole je res prava pomladna tura, ogromno je bilo resja pod Srebotnikom, res je bilo čudovito. Tule na Tolstem vrhu pa je vse bilo od kronc. Že sicer tu na tem drugem delu moje današnje poti je bilo kar nekaj rastišč, kronc ter teloha. Se je pa tudi tu klanec postavil po konci, celjska planinska pot res ne popušča. Za mano je sicer dobrih 5 km ter 600 višinskih metrov. Tule na Tolstem vrhu je tudi brezno, globoko 10 metrov, skupaj je rovov za 20 metrov. Proti zahodu gre zdaj peš pot tudi proti Vipoti, tam je resje. Celjska planinska pot pa se nadaljuje v smeri proti severu, zdaj se bo spustila do Koče, do Celjske koče in nato dvignila na Grmado in tja grem tudi sam.
Če prvi in drugi del poti, torej na Srebotnik ter Tolsti vrh, vzameta vsak po 1 uro, 1:15, je tale tretji del krajši. Z Tolstega vrha sem se spustil do Pečovniške koče in nato v zložnem vzponu uspel na hišno goro Celja, na Celjsko grmado. 40 minut. Za mano je dobrih 7 km, 700 višincev. Zdaj se bom privoščil malico z razgledom na Celje, tudi do Kamniško-Savinjskih Alp ter na Raduhu se vidim, čeprav danes je bolj slaba vidljivost. Nato pa se vrnem nazaj do Pečovniške koče in nadaljujem celjsko-planinsko pot mimo Celjske koče prek Vipote. Ko že misliš, da je konc klancev, to je pa povsem v nič 10-minutna vertikala na vrh Vipote. Tole je že vsaj uradno 4. kucelj na moji današnji krožni turi, pa je bil še kakšen vmes. Na prejšnjem je bilo ogromno rese. Najbrž je to tista resa z Vipeto, ki jo ponavadi vsi objavljajo na družbenih omrežjih. Sicer je bil tale del poti najlažji doslej, sicer najdaljši, torej z Grmade navzdol do Celjske koče, nato kratek vzpon po gobarski učni poti nazaj na vrh slemena Tolstega vrha, potem se po njem spuščamo navzdol in potem tale že omenjen klanček na Vipoto. 1,5 ure mi je vzel ta del, sem pa skupno že pri 12 km ter 820 višinskih metrih. Zdaj se bom spustil navzdol proti Savinji, tule čez celjski mestni gozd Pečovnik, ki je znan po Douglazijah, najvišjih drevesih v Sloveniji, so tudi take višje od 50 metrov. Sem malce skrajšal krog in nisem šel do Celja ter nazaj čez Celjski grad, ampak sem pri Savinji zavil kar desno, čez vas Zagrad sem se vrnil nazaj na izhodišče tule vzvodno pri Hudičevem grabnu. 3,5 km je bilo po cesti, še 1 uro mi je vzel tale sestop. Vse skupaj sem naredil 930 višinskih metrov ter skoraj 17 km. Sicer je celjska planinska pot dolga 20 km, nabere pa se za dobrih 1000 višincev. To je to. Konec. Naročite se na kanal.